Ja, predstavo smo si zamislili interdisciplinarno, tako da bi imeli, bom rekel, istočasno živo glasbo z živimi plesavkami, z živim pravim DJ-jem. V glavnem smo se odločili, da bi sestavili, bom rekel, eno tako predstavo, ki bi trajala dalj časa in nudila več užitka ljudem. Se pravi, da traja vsaj par ur, se pravi, da imamo možnost se predstaviti v enem kompletu in dati, bom rekel, to multimedijsko obliko, interdisciplinarno obliko, da združujemo pač vse te artiste. Pa tudi najbolj zanimivo je, ker danes morda več glasbeniki kot bendi, pa to niso tako interesantni sami po sebi gor na odru, in če so, bom rekel, zraven še gledališka predstava ali ples in to, potem je to dosti bolj zanimivo za publika. Da vidim, da recimo tako v tem amaterskem smislu seveda, ljudje, ki delajo v bendih, nimajo dosti možnosti več sami in potrebujejo, bom rekel, to multimedijsko podporo skozi dizajnerska oblačila ali skozi plesne vložke in scenografija. Se pravi, kompletna ideja, ki se porodi nekje človeku, je najlepša, če je podprta z vseh strani, vizualno, zvočno, tudi preko vonjav. Teda mi imamo vsekakor v mislih predstavo tudi dopolniti z tem delom senzorialnega gledališča, da bomo uporabili tudi dišave in odišavili ta prostor. Projekt imamo zastavljen, bom rekel, kar kot sodelovanje. Nismo mi redna ekipa, ki bi redno skupaj cel projekt vodili, ampak dejansko, bom rekel, smo združili sile za izvedbo takšnega projekta. Na nek način, tako popularno zdaj govorimo o tem kot o kuhanju kurje juhice. To je takšen izraz, ki sem ga slišal sicer od brazilskih kolegov. In tam pravijo, da se kuha chicken soup, kadar se določeni ustvarjalci prvikrat v življenju srečajo nekje in neki projekt skupaj ustvarijo. Da mi zdaj dejansko kuhamo tudi neke vrste tak chicken soup, ker so dejansko plesavke prihajajo iz plesne izbe, vodi jih Anita Čanadi. Ona je koreografinja za te plesne improvizacije tudi, ki jih bo imela z nami. Jaz igram didgeridoo in tada bomo odigrali malo didgeridoo v akustični verziji, kasneje pa tudi v elektronski verziji. Tam se pa pridružijo ansambl, z mano igrajo Miha Novak, na električni kitari, Primož Smrekar je na klaviaturah in sintesajzerjih, Samo Pečar igra bas in DJ Goody nas spremlja z grunz beatom. Zgodba je povezana v tem našem primeru tokrat, naše gledališče ima v osnovi, bom rekel, se ukvarjamo z ognjenimi predstavami, te imamo najraje. Tako da zdaj zgodba v bistvu se imenuje, bom rekel, malce bolj umetniško smo rekli temu ptica Feniks in ognjena ptica, in na to temo smo nekako sestavili, bom rekel, koreografijo. Bomo poskušali prikazati z glasbo in plesom, kako se eno obdobje konča in drugo prične. Ker je Feniks ptica simbol za obdobja, ki trajajo 500 let ali pa več, se pravi, ima neko povezavo z tako zvano astrologijo tudi iz starih časov, so v bistvu na ta način skozi takšne zgodbe in legende opisovali astrološke momente enega obdobja 500-letnega primer, in ptica Feniks je simbol za eno tako 500-letno obdobje.
Zdaj legenda pravi, da se pojavi samo v obdobju prosperitete in obilja, in je zelo nežna ptica, ki v bistvu nikomor ne škodi in živi od vonjav, od dišav. Zato bomo mi tudi vključili v naš tale performance, bomo razdelili kadila in dišave ljudem in potem na žerjavici tudi darovali, bom rekel, take dišeče kokone. V glavnem, jaz sem orientiran na različne, bom rekel, različna izročila tistih svetovnih kultur, ki so nekako bila malce zanemarjena skozi zgodovino ali pa niso bila vsaj Slovencem nam znana. Definitivno med njih sodijo avstralski aborigini, in mislim, da so oni bili tisti, kateri so ohranili, bom rekel, to znanje krožnega dihanja, igranje na votle cevi, spravi eno tako zelo intuitivno glasbilo so ohranili, tudi v tej moderni dobi. In dejstvo mistika se prepleta, bom rekel, skozi jogo dihanja, krožno dihanje, sled tega tudi koncentracija in vse ostalo, kar človek pridobi, ko začne trenirati dihala, predvsem didgeridoo. Predstava se zaključi s hojo po Šerjavici. Koliko cajta se s tem baviš? Ja, to je zdaj zelo, bom rekel, vprašanje, kdo se s kom bavi. Najbolj se Žerjavica z nami bavi na koncu. Veš, kaj mislim? Stvar je, ne vem, kaj misliš. A ne veš, ti pa si vabljena, da prideš spoznati to na ogenj. Sedaj v soboto bomo prižgali grmado. Kreirali bomo ognjeno srce in bomo simbolično vstopili v njega kot en akt predaje. Tako da bomo zažgali tole grmado in jo razgrabljali v 6-metrsko srce, nakar bomo vstopili v njega in izvedli, bom rekel, ta mističen akt predaje. Jaz to počnem, bom rekel, inspirativno dalj časa že. Pred več kot 20 leti sem nekoč srečal enega na otoku Cres in smo tam v džungli, Creški pragozdu smo imeli, bom rekel, tako prvo mojo hojo po Žerjavici. Tam smo hodili po zelo vročih hrastih, tako da je zelo odvisno tudi, kakšen les uporabiš pri hoji po Žerjavici. Mi v glavnem uporabljamo suho bukev, ki razvije temperaturo nekje do 900 stopinj Celzija in jo potem ohladimo malce na 800-700 in pol gremo mi starešine ognjenih hodcev prvi preko in testiramo ogenj in vidimo, kaj se nam dogaja in kako bo potem to primerno za druge ljudi, ki bo šli čez. Jaz sem hodil že več kot 100-krat v raznih oblikah in imam izkušnje s tem. Moram odkrito povedati, da tisti, kateri mislijo, da ni možno nobene opekline dobiti, to je v večini primerov samo, kadar greš, ko je Žerjavica že pogašnjena. Se pravi, če pustiš Žerjavico, da že dosti pogori in da se pepel nabere, hoja po pepelu je res ni nevarna. Lahko vsak gre preko, malce bolj toplo je v nogo, drugače pa ni nevarno. Kateri pa hočejo doživeti, bom rekel, tale adrenalinski kick, tisti pa definitivno jim priporočam, da 24 ur pred hojo po Žerjavici ne jejo, da imajo post, da so čim bolj pretočni in da v danem trenutku, ko začutijo to moč, to spojenost eno z ognjem, da takrat stopijo van in, bom rekel, doživijo to, po kar so se namenili.